Ko sem bil otrok, sem imel enega od teh letal Airhawks, ki ga je poganjal majhen plastičen motor. Ta motor je kot gorivo uporabljal stisnjen zrak. In spomnim se, kako sem ga napolnil na visok pritisk z majhno priloženo tlačilko, preden sem ga vrgel v nebo in ga nikoli več videl. In od takrat sem si želel narediti svojo različico, vendar nekoliko večjo. Ta video sponzoruje Opera. Zato sem začel tridimenzionalno tiskati nekaj lahkih reber aeroprofila iz ABS plastike, ki bodo sestavljala notranjo strukturo krila. Lahko bi uporabil tudi druge materiale, kot so balza, les ali ogljikova vlakna, vendar so ti težje za obdelavo in ne bi prihranili veliko teže, saj so ta rebra zelo tanka. Ko sem jih prilepil na nosilec iz ogljikovih vlaken, sem na sprednji rob prilepil ogljikovo palico, na zadnji rob pa ogljikov trak. Ker bo krilo prekrito z lahko folijo, bodo ti deli pomagali ohraniti obliko aeroprofila. Tega še nikoli nisem počel, zato sem na hitro prebral navodila. Ta material je zelo tanek in občutljiv, zato se zlahka zmečka, vendar ima na spodnji strani toplotno aktivirano lepilo, ki ga lahko z likalnikom pritrdimo na strukturo krila, zaradi česar so natisnjeni iz ABS-a, ker ima visoko temperaturo taljenja. Ko je folija prilepljena na rebra, jo s hitrim prehodom s toplotno pištolo skrčimo, da ustvarimo gladko površino krila. Vendar pa obstajajo nekatere težave. Prva je ta, da se rebra na koncu krila zaradi napetosti v pokrivni foliji upognejo navznoter. In ta napetost povzroči tudi, da se profil krila med rebri skrči, kar povzroči neenakomeren profil vzdolž razpona krila. Poleg tega sem morda predolgo držal toplotno pištolo na enem mestu, zaradi česar se je pokrivna folija stopila. Rad bi na hitro govoril o zasnovi krila, saj je to četrto letalo na zračni pogon, ki sem ga poskušal zgraditi in leteti. Prvo letalo, ki sem ga zgradil, je bilo najtežje, vendar je imelo zelo podobno krilo kot tisto, ki ga gradim zdaj, čeprav je bilo izdelano iz penaste plošče. In kljub temu, da je letalo uporabljalo zelo neučinkovit motor, še vedno drži moj osebni rekord v dolžini leta, ki znaša 16,5 sekunde. Medtem ko je moje zadnje letalo na zračni pogon, ki je imelo veliko učinkovitejši motor in je bilo precej lažje, letelo le 8 sekund. Deloma je bilo to zato, ker je zadelo v ograjo. Če pa bi imelo krilo večje razmerje med vzgonom in uporom, bi morda priletelo ograjo. Poskušal sem narediti ta letala čim lažja, hkrati pa sem poskušal narediti motorje čim močnejše, nisem pa se posvetil uporu, ki ga povzroča letalo. Zadnje krilo, ki sem ga izdelal, je bilo zelo lahko, vendar je imelo tudi veliko upora. In ker mora potisk premagovati upor, je zelo majhen potisk motorjev letalo le stežka pospešil. Tako ta nova zasnova krila uporablja znan aeroprofil, ki lahko pri pravi hitrosti in vpadnem kotu doseže razmerje med vzgonom in uporom 60:1. Tako malo dodatne teže ne bo predstavljalo velike težave. In če želite zasnovati lastno krilo s svojimi aeroprofili, vam zelo priporočam, da preverite Onshape. Preprosto uvozim aeroprofil s strani aerofootools.com. Nato z nekaj dodatnimi oblikovalskimi funkcijami je praktično pripravljen za tiskanje. Ta rebra so enake barve kot moja majica. Da bi odpravil težave, ki jih povzroča prekljuvna folija, sem se odločil uporabiti tanko ploščo balze za ojačitev prednjega roba. Ta material se zelo enostavno upogne in če ga odneseš ven v britansko vreme, se bo upognil še lažje. Tako zelo, da sem ga lahko upognil okoli 3D tiskanega kalupa krila in ga pripel na mesto, dokler se ne posuši. Ko se posuši, ohrani ukrivljeno obliko sprednjega roba in lahko natisnem nova rebra z majhno stopnico, kjer bo pritrjen podložni trak. Nato sem les prebarval z nekaj sloji živo oranžne barve, da bi bil videti lepše, kar mi je dalo nekaj dodatnega časa za izdelavo nove strukture krila. To novo krilo je podobno prejšnjemu, vendar ima precej tanjša rebra. Upam, da bo ojačitveni leseni trak dodal nekaj trdnosti, prav tako pa tudi tanke ogljikove palice, ki bodo preprečile, da bi se konice kril upognile navznoter. Ko se je barva posušila, sem ojačitveni leseni trak prilepil na strukturo krila s tankim CA lepilom. Krilo pa je bilo videti res lepo z oranžnim prednjim robom in sivimi rebri. Nato lahko nanesemo folijo za prekrivanje, da preverimo, kakšen je profil krila, ki zdaj izgleda veliko bolje. Zaradi tanjših 3D tiskanih reber je to krilo dejansko lažje od prvega. In ker bosta dve takšni krili sestavljali razpon 2 metrov, je to več kot 3,5-krat večje od letala Airhawk. Zato potrebujemo močan motor, da ga bomo lahko spravili v zrak. Na srečo že nekaj časa razvijam 3D tiskane zračne motorje in sem preizkusil veliko različnih zasnov, kot so vzmetno upravljani sesalni ventili, Camon ventili s potisnimi palicami, membransko gnani bati in najnovejša zasnova, ki uporablja posebej oblikovano tesnilo bata,
ki se pod pritiskom razširi in naredi bat zračno neprepusten, kar je zelo podobno motorju Airhawk. In ta motor je bil velik korak naprej v zmogljivosti v primerjavi z mojimi starejšimi zasnovami. Proizvede 350 gramov potiska iz motorja, ki tehta le 40 gramov. Fill the cylinder. Motor je zelo preprost, z le nekaj gibljivimi deli. Zrak pod visokim pritiskom vstopa skozi vrh motorja in ga zatesni ta kroglični ležaj. Ko se motor zavrti, majhen zatič na vrhu, bata premakne kroglico navzgor, odpre ventil in omogoči, da visokotlačni zrak napolni valj. Toda to tesnilo na vrhu bata je ključna komponenta za učinkovitost motorja, saj se zaradi pritiska razširi in tesni ob stenah valja. To povzroči, da pritisk potisne bat navzdol, zapre krogelni ventil in zavrti ročično gred. Ko bat doseže dno, zrak izteka skozi izpušne odprtine in tesnilo se skrči, s čimer odstrani vsakršen tlak, ko se bat vrača navzgor. Letalska različica tega motorja je nekoliko drugačna, vendar deluje povsem enako. Ima letal 3D tiskani navoj za pritrditev na plastično steklenico, zrak pa teče po tej tanki cevi v glavo valja. Odločil sem se tudi kupiti visokokakovosten propeler, da bi čim bolj povečal izhodni potisk. In zagotovo dejstvo, da ta propeler pride s svojimi nogavicami, pomeni, da je dober. Vem, da mnogi izmed vas razmišljate, zakaj ne uporabim kartuš z ogljikovim dioksidom namesto plastičnih steklenic, saj lahko zdržijo veliko večji pritisk. No, ta kartuša z ogljikovim dioksidom je pod pritiskom približno 800 psi oziroma približno 54krat več kot atmosferski tlak, kar je veliko, vendar je njena prostornina zelo majhna, le 21 ml. Torej, če bi pustili, da CO2 plin izteče iz kartuše in se izenači na 1 atmosferski tlak, bi imeli malo več kot liter plina. Če pa napolnimo 2-litrsko plastenko za pijačo na 120 psi oziroma približno 8-kratni atmosferski tlak, lahko shranimo 16 litrov zraka. To pomeni, da bi potrebovali 14 CO2 kartuš, da bi izenačili kapaciteto shranjevanja plastenke za pijačo. In če upoštevamo, da ena sama kartuša tehta več kot plastenka, je razmerje med shranjevanjem zraka in težo več kot 14krat večje pri plastenki za pijačo. Torej bi prehod na CO2 kartuše pomenil velik korak nazaj. Ampak veste, kaj ni korak nazaj? Preizkušanje brskalnika Opera. Opera One je najnovejša različica namiznega brskalnika Opera. In res mi pomaga pri mojem delovnem procesu, ko ustvarjam te projekte za YouTube. Naprimer, med raziskovanjem in oblikovanjem projekta. Moči zavihki v brskalniku se lahko res naberejo, vendar ima Opera te elemente zavihkov, tako da lahko zavihke razporedim v skupine. Naprimer, tukaj je otok zavihkov za raziskovanje krilnih profilov in tukaj je otok zavihkov s stranmi za nakup delov potrebnih za izdelavo. Prav tako je z vgrajenim Aria AI veliko lažje najti odgovor na karkoli. Naprimer, če preberete nekaj, o čemer želite izvedeti več, preprosto označite besedilo in prikazal se bo poziv Aria AI. Nato izberite med možnostmi pojasni na kratko, razišči ali prevedi, odvisno od tega, kaj želite izvedeti. Osebno rad uporabljam možnost pojasni na kratko, saj med raziskovanjem svojih projektov pogosto naletim na tehnične izraze. Ta funkcija mi prihrani veliko časa. Ima tudi ukazno vrstico, kjer mu lahko zastavite različna vprašanja, kar se mi zdi zelo uporabno, če moram hitro kaj izračunati. Z mnogimi drugimi funkcijami, kot so brezplačen vgrajen VPN, blokator oglasov in aplikacije za sporočanje. Zelo priporočam, da ga preizkusite prek moje povezave spodaj in si danes prenesete Opero. Hvala Operi za sponzorstvo tega videa. Da bi podaljšal čas delovanja, bom z najlonskim vijakom pritrdil 2 dvolitrski steklenici skupaj, hrbet ob hrbet. To zahteva vrtanje spodnjega dela steklenic, ki je najdebelejši del in ne bi smel bistveno zmanjšati njihove trdnosti. Prav tako pa moram izvotlet najlonski vijak. Da pa lahko steklenici pritrdim skupaj, moram najlonski vijak spraviti v notranjost steklenice. To zahteva, da odrežem staro puščično cev in pritrdim 3D natisnjen nastavek, ki se popolnoma prilega vijaku in ravno prav pritisne skozi vrat steklenice. To mi omogoča, da med vsako steklenico vstavim veliko gumijasto podložko, preden vse skupaj privijem z najlonsko matico, kar bi moralo ustvariti nepropusten spoj. Toda preden ga preverimo, ali pušča, potrebujemo način, da ga spravimo pod tlak. Oblikoval sem 3D natisnjen zamašek za steklenico, ki ima v notranjosti majhen krogelni ventil. In za polnjenje steklenice z zrakom lahko uporabim to cev s 3D natisnjenim zapiralom pritrjenim na njo. Ta cev se popolnoma prilega skozi otesnilo v krogelnem ventilu, zapiralo pa se z majhnim zasukom zaklene na vijake.
Ko je letalo pod pritiskom, preprosto zavrtim zapiralo, izvlečem cev in krogla bi morala zatesniti zrak v notranjosti. Zato sem steklenice napolnil z vodo, da bi zmanjšal potencialno energijo, če bi šlo kaj narobe, in jih napolnil do 120 psi. Tako najlonski vijak kot 3D tiskani pokrov za polnjenje sta zdržala brez puščanja. Zdaj je čas, da zgradim rep letala. Zato sem se odločil uporabiti liste iz balze, vendar je ta 4 mm balza nekoliko predebela. Zato sem naročil 3 mm liste, ki so bili, verjeli ali ne, poslani v papirnati vrečki. Zato zmanjšajmo težo debelejših listov tako, da izvrtamo nekaj lukenj. Najprej z majhnim svedrom, nato z velikim stožčastim svedrom, da zmanjšam cepljenje. In na koncu še s 3D tiskanim nastavkom, ovitim v brusni papir, da bodo luknje lepe in gladke. To je zmanjšalo težo za približno 20% in po nekaj slojih barve lahko to laminiram s prekrivno folijo, da preprečim pretok zraka skozi luknje. Ker mi bilo zelo slabo, če bi na repu letala pustil kup velikih izvrtanih lukenj. Nato sem dodal krmilne ročice in pritrdil krmilne površine s pakirnim trakom, ker je lahek, prilagodljiv in se dobro prilepi na prekrivno folijo. Zdaj želim, da se ta rep upravlja s kabli, da bi zmanjšal težo na zadnjem delu letala. Zato uporabim žico iz vzmetnega jekla kot torzijsko vzmet znotraj krmilne površine. To povzroči, da je površina vzmetena v eno smer, kar bi moralo ohranjati krmilne kable stalno napete. Zdaj boste morda opazili, da sta tukaj le dve repni plavuti, namesto ločenega višinskega in smernega krmila. In to zato, ker sem se odločil za V-repno zasnovo. Nato sem natisnil ta čudno oblikovan del, na katerega bo pritrjen repni nosilec. Tukaj pa lahko pritrdim servomotorje za upravljanje repa, kar deluje res dobro, ko so kabli pritrjeni. To osrednji spojni del se prav tako pritrdi na plastenke s prožnim natisnjenim obročem in majhnim nosilcem na repnem nosilcu, da dokonča trup letala. Zdaj je treba le še pritrditi krila na te točke in letalo je končano. Peljimo ga na tesni let. Prav 60 psi, ampak slišim, da iz zadnjega pokrovčka plastenke pušča. To ni dober znak, ker sem to že testiral pod pritiskom. V redu, hitro to spust. We can climb. Pa dejmo, premakni krmila. In zaženi motor. Oh, that's so much better. To je briljantno. Oh, In ali lahko pristanem z njim? Ali lahko pristanem z njim? going like really well. Uspelo je. Videti je, da se je propeler odlomil. Pojdimo pogledat, prav? Torej, odlomila se je ročična gred. Ampak to je zagotovo najdaljši let z letalom na zračni pogon, ki sem ga kdaj dosegel. Zdaj, ko je rekordni čas leta za tridimenzionalno natisnjeno letalo na zračni pogon podaljša na 31 sekund, sem šel na Instagram in vprašal, koliko časa mislite, da bo letelo. In večina izmed vas je izbrala več kot minuto. Torej, še ne smem odnehati. Da bi podaljšal čas leta, sem popravil puščanje na pokrovčku steklenice tako, da sem ga ponovno natisnil z večjim O obročkom. In bil je pripravljen za nov test. And I stalled it. Oh no, I stalled it. Oh, we have to do another one. In stow. Polno, srečno. Prosim, deluj kot je treba. Previous flight, whilst tightening a bolt, I accidentally pierced. Oh, baterija je odpadla. Daj no, lahko se dvignemo. Fortunately, I had some spare bottles, so it was an easy fix. Tožno. Ja. Camera and bottle replacement, I forgot to do one last vital check. And that was whether I'd pushed the tail boom back into its mount properly. Because this means the control cables are too short. Oh, to je veliko bolje. 3, 2, 1. Oh no! Še vedno gre res dobro. But after a quick depressurization, I was surprised. Oh moj bog, Apart from this 3D printed. Prijatelj, še vedno gre dobro. Še vedno je v zraku. This wing here, which a little bit of packing tape, that'll fix that. So I fixed the wing Vem, kaj misliš pri tvojem rolu.
Jo, Hub, which I honestly reckon prijatelj, še vedno je blizu. Počakaj, veter piha z naše desne, kaj ne? Torej, Piha mi v hrbet. v redu, poskušam ga obrniti. Prihaja, spušča se. Baterija je padla ven. Ali vidiš, da visi ob strani? record again. Mostly because it really In spravil sem ga v zastoj. O ne, spravil sem ga v zastoj. Moramo narediti še enega. Za naslednji polet sem se odločil dodati majhno kamero na letalo, vendar sem zaradi navdušenja nad prejšnjim poletom med zategovanjem vijaka po nesreč naredil luknjo v steklenici. Vidiš to? To je piskanje, samo piha iz tiste luknje. Na srečo sem imel nekaj rezervnih steklenic, tako da je bila rešitev enostavna. Vendar sem v tem času, ko sem nameščal kamero na letalo in menjal steklenico, pozabil narediti še eno zadnjo pomembno preverjanje. In sicer, ali sem repni nosilec pravilno potisnil nazaj v njegov nosilec. Ker to pomeni, da so kontrolne žice prekratke, kar povzroča veliko trima na višinskem krmilu navzgor. 3, 2, 1. Ne. To morda izgleda kot konec tega letala, ampak po hitri depresurizaciji sem bil presenečen, kako malo škode je bilo. Edina škoda, razen tega 3D tiskanega dela tukaj, kolikor vidim, je to krilo v redu. Samo to krilo tukaj, ki ga bo popravilo malo lepilnega traku. Tako sem popravil krilo z majhnim kosom traku in natisnil nov osrednji del, za katerega iskreno menim, da je rešil letalo, ko se je zlomilo, in že naslednji dan je bilo spet v zraku in letelo. Vendar pa mi še ni uspelo ponovno preseči rekorda 1 minute in 22 sekund. Predvsem zato, ker ima res težave z vetrom. Je preprosto preveč vetrovno. Imel sem nekaj letov, ki so trajali več kot minuto, vendar mislim, da bo treba zmanjšati težo, preden se približam 2 minutama. Tudi če lahko zmanjšam skupno težo letala za približno 10%, bo to dovolj, da dodam še eno steklenico, kar bo pomagalo podaljšati čas leta. Hvala za ogled.